Pogovor upravljava z magistrico Ivanko Mori iz Društva upokojencev Dravograd. Gospa Mori je profesorica rednega pouka in magistrica znanosti po izobrazbi in v programu Starejši za starejše je 5 let v komisiji za izobraževanje. 3 leta pa ima izkušnje kot izobraževalka odraslih. Zdaj program Starejši za starejše je socialno-varstveni program, kjer starejši upokojeni prostovoljci obiskujejo starejše nad 69 let, ki živijo sami doma in so potrebni različnih oblik pomoči. Zdaj velik del tega programa seveda je tudi izobraževanje vseh teh vaših struktur in sodelavcev v programu, pa mi mogoče lahko na začetku samo opišete, kako poteka letno izobraževanje, kako ga organizirate, kako si teme izberete in kako to sploh potem poteka na terenu. Ja, najprej skupina za izobraževanje se odloči na strokovni osnovi, katere teme bodo letošnje leto, recimo tekoče leto na programu, katere bomo izobraževali, naše koordinatorje. Koordinatorji se srečamo v Izoli, to je v hotelu Delfin, okolje je zelo spodbudno. Tam potem tečejo priprave 3 dni, so ta izobraževanja, da se družimo in medsebojno tudi kaj pogovorimo o njihovih problemih in mogoče kakšne probleme tudi skupno rešimo. Izvajalci teh izobraževanj pa imamo priprave in sicer na način, da najprej poslušamo oziroma imamo povezavo s profesorji iz fakultet in strokovnjaki določenega področja, potem pa mi skupaj pripravimo delavnice za naše koordinatorje prostovoljcev v Izoli. Kako pa potem poteka to izobraževanje do samih prostovoljcev, ki delo opravljajo na terenu? Na terenu pa potem izobražujejo tudi naši izobraževalci, ki so usposobljeni na prvem usposabljanju in sicer po regijah. Recimo Koroška regija ima svoje izobraževalce, Notranjska in tako naprej. In ti izobraževalci sami obiščejo, se pravi lokalno društvo prostovoljcev? Ja, na osnovi povabil pokrajinske koordinatorke se potem organizira izobraževanje za določeno področje. Zdaj, kot smo povedali, ste tudi sami izobraževalka, 3 leti izobražujete na Koroškem. Mogoče, če nam na kratko predstavite, kako vi vidite to vlogo izobraževalk v programu, zdaj večinoma ste ženske, ne takega izobraževalca? Mislim, da so bolj redki. So kdaj pa kdaj, ampak so bolj redki. Kako vi vidite to vlogo? Ja, vloga izobraževalca je zmerno zelo pomembna. Od izobraževalca je odvisno, oziroma izobraževalke, kako motivira udeležence, tisti, ki se pač usposabljajo za delo v programu Starejši za starejše, potem kako organizira, da ni samo predavanje, ker naši koordinatorji želijo, da aktivno sodelujejo, da se pogovarjajo med seboj, da zvedo od drugih način mišljenja, pa mogoče najdejo tudi kako rešitev z tistega področja. To je temeljito delo, ki zahteva dobre priprave in pa res aktivno delo, aktivne učne oblike oziroma aktivne oblike dela za udeleženci. Predavanja so čisto kratka na začetku, potem se pa oblikujejo delavnice in pogovori med udeleženci. Na koncu sledi skupen sklep, oziroma ti sklepi so zelo pomembni, ker vedno izhajajo iz teme, ki je zelo aktualna na tistem področju. Recimo, demenca je bila ena izmed takih pomembnih tem. Lani smo imeli nasilje nad starejšimi, ki je bilo ogromno vprašanj, ker na terenu se naši prostovoljci srečujejo s temi problemi in želijo, da jim pač nakažeš in poveš, kako naj to rešijo oziroma na koga se lahko obrnejo, ko naletijo na določen problem. Z tega, kar ste povedali, se pravi, se mi zdi... Predvsej je delo aplikativno, čim bolj je aplikativno, tem bolj je potem uporabno na terenu. Se pravi, da jim dosti pomeni to izkustveno učenje. Tako, izkustveno. Da skupaj v prostoru in poslušajo enega predavatelja, ampak da imajo priložnost za izmenjavo. Osnova je seveda teorija, ki je ne zanemarjamo, ampak vedno mora potem biti tudi aplikacija. Pa ste recimo v teh 3 letih, kako bi rekla, sami vzpostavili
nek, kako bi rekla, svoj tip izobraževanja. Ne? Glede na to, da poznate okolje, v katerem izobražujete, se morate po moje prilagajati različnim društvom, okoljem, skupinam. Ja, osnova je moje delo z mojimi prostovoljci, ker sem sama tudi koordinatorka, in pa moje pedagoško delo. Ne. Na pedagoškem področju sem delala 38 let, od učencev na razredni stopnji do študentov na fakulteti, potem pa z odraslimi 17 let na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, ker sem delala z učitelji, tako da sem navajena tega, da se najprej prepričam, koga imam pred seboj, kakšne izkušnje imajo, vedno temeljina tema, ne, da veš, kdo je pred teboj, kakšne probleme ima in kaj pravzaprav potrebuje. Super. Glede na to, da ste imeli izkušnje z različnimi temi, bi rekla, starostnimi skupinami, kako bi vi rekli, vemo, da v današnji dobi je zelo pomembno oziroma nas se bolj pritiskajo na uporabo digitalnih orodij, pa tem, a uporabljate kaj to pri poučevanju starejših odraslih, kakšne metode pa pripomočke? Ja, že leta 1999 smo se ukvarjali z uvajanjem računalnika v osnovne šole, tako da to znanje mi je, še vedno imam osvojeno, tako da uporabljam PowerPoint, recimo elektronsko pošto, YouTube, kar je pač teh aplikacij na računalniku, tako da tu sem doma, nimam problemov. Ja, ampak to uporabite pa dejansko, ko izobražujete? Ko izobražujete, tako. Super. Ja. Res pa je, da vedno več starejših je doma tudi na tem digitalnem področju. Vemo, da lahko organiziramo za vsako leto brezplačne delavnice, kjer se starejši usposabljajo za uporabo digitalnih orodij. Mobilnega telefona in tako, ne? Ja. Kako pa vi recimo dobite povratno informacijo od teh udeležencev? Zdaj vi imate recimo veliko delavnic in teh usposabljanj, kako na koncu preverite, če so bili zadovoljni ali pa kasneje, ne, če jim je to koristilo pri njihovem prostovoljnem delu? Dobite kako povratno informacijo, ste dosegljivi recimo, ali to naredite na naslednjem krogu izobraževanja, kako? Povratna informacija mora biti, ne? Da potem veš, kaj pravzaprav, kje pravzaprav si šel mimo, oziroma katero delo je bilo najbolj učinkovito. Na koncu damo vprašalnik, temeljit vprašalnik, kjer udeleženci odgovarjajo na vprašanja. Dočim, kako se to vidi v praksi, to vidiš v tem, da naslednje leto, če ne sprašujejo oziroma po istih vprašanjih, ki si jih mogoče že lani odgovarjal na izobraževanju, potem je to dobro. Če imajo druge probleme, recimo, če imajo na željo z drugimi temami, da bi bilo na izobraževanju, potem lahko vidiš, da si bil tudi učinkovit, ali pa tudi od koordinatorjev, ki delajo s svojimi prostovoljci na terenu. Tudi tam se lahko vidi. Super. Zdaj, glede na to, da izobražujete prostovoljce, ki so večinoma člani društva upokojencev ali pa starejši, ki pač pomagajo drugim starejšim, bi rekli, da ste opazili kakšne specifike pri poučevanju, podajanju znanj starejšim. Je treba nekaj posebej se pripravljate, posebej ste pozorni na kakšne stvari? Ja, v bistvu smo mi populacija s posebnimi potrebami, v narekovaju, tako da je treba tudi pisne izdelke, ki jih damo, morajo biti z večjo pisavo, barvno mogoče opremljeni. Potem, če kdo je vešč tudi po elektronski pošti, dobi lahko gradivo, PowerPoint recimo, če kdo, ker mora biti opremljeno z slikami, velikimi. Potem moraš biti glasen, ker nekateri že slabše slišijo, mogoče slabše vidijo. To moraš biti pripravljena, da tiste posadiš spredaj, ravno tako kot pa prej učenca v šoli, da se pozanimaš, kdo slabše sliši, da naj pride naprej, kdo slabše vidi in tako naprej. Seveda, to so prilagoditve, ki so pač pogoj za uspešno izobraževanje. Na začetku delavnice. Ja. Pa če kdo pozabi očala, ne vidi brat, moraš natisniti font, 14-16, da se potem lahko bere tudi brez očal. Kako bi pa rekli recimo povprečju, da se pripravljate za eno izvedbo enega tega usposabljanja prostovoljcev? Koliko časa recimo porabite? Zelo dolgo. Najprej mi poslušamo predavanje strokovnjakov, potem pa jaz navadno izvajam v paru,
Jaz sem pedagoginja, Ja. imamo paro sociologinjo, moja prijateljica sicer, smo zelo uigrani. Ona z svojega področja je velik strokovnjak, jaz pa na svojem, tako da najno skupno delo potem obrodi sadove. Ja, mi se pripravljamo, lahko rečem, teden dni, ker pač ne tako intenzivno, a ne. Preštudirava še dodatno literaturo, potem zbirava material slikovni, filmčke z YouTuba, ali pa tisto, kar nam ponudi profesor, ki nam predstavi. Mogoče še izvedemo kako anketo med našimi prostovoljci. Se poslužujem teh aplikacij Enko, recimo. Tudi lani sem to izvedla, ko smo imeli nasilje nad starejšimi in je bil odziv velik, tako da smo na osnovi naših anket potem lahko, oziroma našim potem drugim koordinatorjem predstavili stanje na Koroškem. Super. Ja. Zdaj bi vas še vprašala, zdaj ste se pogovarjali, kako vi naprej podajate znanja, kako pa, omenili ste, da sami kot izobraževalci poslušate seveda najprej strokovna predavanja iz različnih strok, profesorjev iz univerz. Kako se vam pa ta vidik zdi pomemben, da poslušate pač strok, saj ste sami tudi stroke, ampak da poslušate še stroko, ki recimo zdaj trenutno dela? To je zelo pomembno, zato ker recimo mi, ki izobražujemo, smo vsi upokojenci, a ne? In stroka gre naprej in zelo hitro se spreminja, a ne? In dodaja in tudi družba se spreminja. To je nujno potrebno, a ne? Da si na tekočem s stroko in seveda tudi z načinom podajanja. To se tudi z uvajanjem informacijske tehnologije spremenilo, a ne? Tudi to je potrebno upoštevati. Potem ste omenili tudi, da ste pač že 5 let članica Komisije za izobraževanje, se pravi, to je neka struktura v programu, ki določi tok izobraževanja tekom leta, ne? Kako izberete letno temo, na primer? Pogovorimo se, a ne? Na osnovi lanskoletnega vprašalnika, kjer je ena izmed vprašanj tudi, katero temo bi se želeli drugo leto poslušati, a ne? Katera je aktualna za njih in na osnovi tistega potem izberemo aktualno temo. To bi bilo to, mislim, da smo na kratko preleteli, ker ste bili dosti izčrpni v pogovorih, tako da se vam zahvaljujem.